če se dobro počutiš v sebi, ne, potem tudi navzven izžarevaš. Živjo, Irena, lepo pozdravljena danes tukaj. Počaščena sem, da si vzela čas in prišla podeliti svojo izkušnjo z izdelki Majarule in res hvala iz srca. Z veseljem in hvala za povabilo. Super. Daj nam za začetek povej, kdo je Irena, čeprav verjamem, da te vsi poznajo, oziroma vsi smo te gledali in občudovali v oddaji, kako že je? Znan obraz ima svoj glas. Znan obraz ima svoj glas. In daj nam povej, s čim se trenutno ukvarjaš, prosim. Torej, sem Irena Jaboa-Tiran, sem mezzosopranistka in profesorica petja, sem tudi mama 2 sinov, žena, poučujem v glasbeni šoli v Novem mestu. Ta trenutek se pa pripravljam na eno novo premiero, in sicer musical Mala nočna glasba, Stephena Sondheima, kar velik zalogaj, ki ga pripravlja Slovensko komorno glasbeno gledališče. Premiera bo pa 14. septembra v Cankarjevem domu. Aha, torej že pridno vadite. Tako. Aha, okej. Ko smo se nazadnje srečale, si rekla, da v bistvu je bil kar hud tempo zate takrat. Kako pa ti polniš svoje baterije oziroma znaš se razvajati, recimo? Ja, jaz moram reči, da pri kondiciji, ki jo zelo potrebujem pač za svoj poklic, mi ogromno pomaga tek. Veliko tečem, rada se družim s prijatelji, z družino. V zadnjem času pa v bistvu ugotavljam, ne, da pač do zdaj so delovali geni mojega očeta in se s tem nisem kaj dosti ukvarjala. No, zdaj, ne, proti 50. pa ugotavljam, da moram začeti skrbeti tudi za, bom rekla, svojo kožo, za svoje telo, za svoje to siceršnje počutje, za razgibanost telesa, in sem začela malo se razgledovati tudi v to smer. To sem ti že enkrat rekla, da geni pač se zdi, da res delujejo, ne? In to je definitivno res. Ko pa v bistvu gremo proti 50, ja, je pa fajn, da kožo v bistvu negujemo, ampak ni pomembno samo to, bolj je itak pomembno, kako mi v bistvu doživljamo sebe in da mi se imamo radi, a ne, v svoji koži na splošno. Strinjaš? Absolutno, absolutno. Ja. Če se dobro počutiš v sebi, ne, potem tudi navzven izžarevaš. Itak, ja. Okej, pa dajva zdaj povedati, oziroma daj ti povej, kako si se sploh srečala z Majarulo? Ja, no, ta zgodba ima v bistvu kar tak nenavaden začetek, ki se začne pred 8 leti, ko sem bila povabljena, da zapojem na, bom rekla, ko sta vidva proslavljala povečanje družine in sta pripeljala Majo, majhno deklico, iz Gane, od koder prihaja tudi moj oče. Seveda sem takoj rekla ja in sva z Evo Hren, kitaristko, prišli in sva pač zapeli. No, potem je pa pravzaprav letos moja srčna prijateljica mi podarila tvojo kozmetiko za rojstni dan. In tako se je pač krog sklenil. Nekako smo se pogovarjale, beseda je dala besedo in sem ugotovila, da pravzaprav da si to ti, Darja, in da je to pač ena taka posebna zgodba, da ta kozmetika ima eno čist, bom rekla, svojo zgodbo, eno tako dušo, če lahko temu tako rečem, ki me je zelo nagovorila. Kot sem že rekla, jaz do zdaj sem me spraševala raznih teh intervjujih, kakšen je vaš ritual jutranji, pa nisem imela nobenega odgovora v resnici. Umijem si obraz, pa zobe si umijem, pa je to to. No, zdaj pa moram reči, da v bistvu, kako bi rekla, en velik poklon tudi tebi in tvojem kozmetiki, ker si tako, bom rekla, trmasto, ne, žensko pripravila do tega, da si zdaj dejansko vsak dan
pač umije obraz s to kozmetiko in se pač, bom rekla, ta ritual dejansko in zjutraj in zvečer uporabljam to kozmetiko, odkar sem jo dobila za rojstni dan. Da si vzameš v bistvu malo časa zase takrat. Jaz se pa spomnim, ko je meni Nataša pisala, da je pa to darilo za dve čudoviti prijateljici, dvojčici, in pač, ko sem pol slišala, pač sem imela kurjo kožo, res, ker, ne vem, Gana vseeno nas nekako potegne skupaj, očitno. Ja. Se pravi, pa si začela uporabljati. Kakšna je bila pa v bistvu tvoja prva izkušnja, pa mogoče zdaj po parih mesecih? A se ti zdi, da se je kaj, je drugačna koža? Že najprej moram reči, da me je izredno nagovoril von, res, ko mi je zelo en tak, bom rekla, ne vem, zemeljski, naraven, tak pomirjujoč. To mi je zelo velik pomen. Tudi embalaža je vse skupaj je tako lično narejeno. Pa to, da res tako, bom rekla, čutim, ja, da je koža bolj taka, kako bi rekla, gladka, vlažna, no, skratka nahranjena, ja, navlažena, ker imam izredno suho kožo, ne, in kar tako se upre, ne, utre, no, oziroma vsrka takoj, no, ampak se mi zdi, da ta krema, ko imam recimo to dnevno vlažilno, pa dlje časa traja, no, tako in sploh mi je pa zvečer, recimo, ko si dam še tale olje po toniku, kar zasije, tako se mi zdi moj obraz, tako dober občutek imam, ko grem potem v posteljo k počitku, ja. Ja, se mi zdi, da nagovarja ta serum, da v bistvu kožo naredimo ne samo žametno, ampak jo tudi v bistvu pomirimo s temi eteričnimi olji, no, ki so noter, tako da sem ful vesela. Se pravi, zjutraj uporabljaš, začneš s tonikom, pa imaš še kakšen serum spodaj? Ja, tale cvetni serum, potem pa še dnevno vlažilno kremo, ja. Zvečer si pa v bistvu dobila čistilni ritual v dar, tako, ja. In zdaj nadaljuješ še z oljem. Super. Tako. Res sem zelo hvaležna, da si podelila to svojo izkušnjo. Mogoče bi te za konec vprašala samo še, a ti je bilo od nekdaj pomembno, v bistvu, da je kozmetika naravna, ekološka? Rekla bom, da mogoče ravno zaradi tega, ker sem bila vedno nekako, če temu tako rečem, blagoslovljena, ne, s temi mojimi afriškimi geni. In se nisem, res si še vedno. Se mi ni bilo treba ukvarjati s tem, tako da nisem niti v resnici, če sem čisto iskrena, razmišljala o tem, kakšna je kozmetika, ker je veliko sploh nisem uporabljala. No, ampak zdaj pa absolutno mi je zelo pomembno vse, kar se tiče, bom rekla, varstva okolja in sploh tudi na nek način tudi seveda sebe, ne, ker z naravnimi izdelki seveda smo pol tudi skrbimo za svoje zdravje, ampak tudi sicer mi je pomembno, kakšen ima vpliv pridobivanje te kozmetike, prodaja te kozmetike pač na okolje in mislim, ne, pot od tvoje, bom rekla, trgovine do mene je precej kratka, ne, kar je tudi pomembno, tako da zelo se mi zdi, da je ta komponenta važna. Pa še nekaj bi poudarila, no, tudi dejstvo, da si farmacevt, je zame izjemnega pomena, da ni to pač neka gospa, ki je malo tako ne svoje neke tele zelišča skupaj zmešala, pa ne, ampak da veš, kaj delaš, ne, da pač si, bom rekla, na tem področju strokovnjak in zaradi tega tudi zaupam pol tudi kozmetiki. To se mi zdi pomembno. Ja, no, saj v bistvu tudi s temi certifikati, ki sem jih pridobivala, je bila v bistvu pot mogoče malce lažja, ampak kljub temu, no, ni bilo enostavno. Mi je pa zadnjič ena rekla, po telefonu me je klicala in naročila in je rekla, da jo najbolj prepričalo to, v bistvu je naročila 3 izdelke, pa še čez 2 dni 3 sem rekla,
pa upam, da vam bo v redu. Je rekel, mene je najbolj prepričal, da lahko vrnem embalažo. Ja. Pač, da je pospravila kopalnico in je tukaj stvari stran zmetala. Ja, to je tudi res. To je spet en ta prispevek, bom rekla, da pa ne pozabva še, mogoče pa najbolj pomembnega, da je del izkupička, tudi se vrača in v dobrodelne namene. Ti pač vračaš nekako tej skupnosti, ki ti je dala Majo, in to je pa sploh, ko si že omenila to oddajo Znan obraz ima svoj glas, v bistvu me je najbolj prepričalo dejstvo, da gre na nek način ta denar v dobrodelne namene, se pravi, tisti denar, ki se je zbiral med oddajo, so ga razdelili med mlade talente, med mlade športnike in bom rekla znanstvenike, in to je bila odločilna stvar, zaradi katere sem se sploh odločila, da sodelujem v takem nekem televizijskem šovu. Meni je dobrodelnost res zelo, zelo pomembna in zato še z večjim veseljem kupim kakšno tako pač kozmetiko, ker vem, da kam gre. Da gre pač en del gre sigurno v bistvu v Afriko, ker mi je res Maja v bistvu takrat pokazala pot do tega, ker sem začela ustvarjati zanjo in potem raziskovala zase in tako. Tako da jaz mislim, da midve v vsakem primeru se nekje še glede doniranja kdaj srečava, Jaz sanjam tudi, da bi imela kakšno svojo agencijo oziroma pač nekaj, v Gani. Tako da najlepša ti hvala, da si podelila svojo izkušnjo in upam, da bo še naprej zadovoljna uporabnica. Tako da hvala. Z največjim veseljem.